A ga lahko nehate sredi s pretiravanjem s to pijano plastiko, ker to je enako zero premium. It's ugly. Nehajte to delati, stari, to jaz ne vem. Knof sem pritisnil, vse laufa. A reformer pilates praviš, da hodiš? To so ene take... To je v bistvu transformer. A tam iz sebe kamarota ven potegneš. Ja, lahko se narediš. Lahko se narediš. Tako, Ciril. Lahko se narediš v kamarota, stari. Ja, ti si zdaj, Ciril. Kje imaš ti kozarc? Ciril mi ga ni ponudil, ne? Kje je moj kelih poletja? Kelih poletja je na mizi, ti grem jaz te 5 ga iskati. Grem jaz, Ciril. Dobar dan, folk. Dobrodošli v atmosferski podcast. Kaj je zdaj? Temo. Danes bomo, predpoletno smo razpoloženi, jaz sem glih z treninga, pa sem tako, v easy sem. Zdaj sem ugotovil, da ko sem zmatran, da imam bolj čisto glavo, da lažje lahko razmišljam, se mi zdi. Ciril se... Fizično, da si zmatran. Ja. Ciril se iz Tama 110 transformira v kamarota. Na pilates transformer, ali sem prav povedal? Tudi lahko je transformer. Pa s Sebatom ga hecava, če bi si dal pol, ko se bo transformiral še znak od Kupre na ramo tetovirati. Decepticon. Kar v redu. Ja, v glavnem danes bomo povedali, kje je v kakšnem avtomobilu, kje smo bili. Seba je bil spet naokrog, Seba je med prvimi na svetu seveda videl 2 zanimiva Nissana, ta novo Micro pa ta novega Leafa. Pa še kakšne testne avte bomo popedenali, enega Forda pa enega Audija, ki se je izkazal za res zelo dober avto. Ford pa value for money, tale Kuga, ne? Ampak pridemo pol do tega. Pridemo še do tega. Ja, nič, kaj je tike, Jure? Ja, nič, pa v Slovenijo se je Grande Panda pripeljala, pa eni novi Kitajci. Se je res? Ja, Dvoji novi Kitajci. Kitajci. Ja. Oziroma en novi Kitajci, pa en nov kitajski model. Leap Motor so prišli, ne? Ja, a kar začnemo, a kaj? A kar z Leapom bomo A bi kaj drugega povedal Seba? Ne. Se jaz ne vem, A to... mislim, nobene novičke nimam pripravljene. Ali mogo imeti kaj? Seba med kogar to gleda, sem kar nervozen. Pa ne, pa lej se zdaj počitnice. Se nič tazga se ni zgodilo. Se je kaj tazga zgodilo? Se moraš, kaj se je zgodilo. Ampak tako, kaj tazga pretresljivega. Dej. A lahko odprem? Dej. Tako. Ne vem sploh, sem rekel, da mi glava ful lažje laufa, ker sem utrujen, zdaj imam pa črnino. Dej, pa za začetek. Muska, okej, si me rešil. Sprost se, Ciril, sprost se najprej, da je en požerek naredi, ne, pa... Jure, jaz sem čist sproščen. Da boš zdaj zapri oči, to je pa mild transformer pilates, ne, tako zapreš oči, daš na jezik in počakaš, da prve kapljice oblijejo rebra. A si čutil zdaj? No, tako. Jaz bom dizla. Jaz sem se na ta dizel navadil, meni je ta najboljši. Fantje, danes bomo polo Conti Cornerju še en paket odprli, tako da spet poziv vsem tistim, ki poslušate na audio platformah. Če boste mimogrede kakšen bypass naredili na YouTube, no nič narobe, če vas zanima, kaj je v škatli, doskrat so te unboxingi namještalka, ker folk že vnaprej ve, kaj je noter. Mi pa resnično ne vemo, kaj je noter, je pa Blaž iz Continentala rekel, da je fajn, ampak da bo najbolj všeč Juretu. Končno eden, ki name misli. Tako da jaz ne vem, kaj bo Jure, no. Drugač pa, Jure, ti si začel z neko omembo, neko Grande Panda. A je prišla zdaj ta Panda k nam, kako? Ja, ampak dajmo začeti z Leapom, ker ti si rekel, da bomo začeli z Leap Motor. Prav, daj povej. To je tiskovka, na katero jaz nisem mogel iti. Ja, nisi mogel iti. Leap Motor je ena najmlajših avtomobilskih znamk sploh na svetu, stara je 10 let. Kdo je pa lastnik, imamo kakšen koncern? Ja, kitajski lastnik, ampak Kitajci so sam 49% lastnik, ker je v Leap Motor kot 51% lastnik, mislim, da leta 2024 vstopil koncern Stellantis, ki je pa eden največjih evropskih izdelovalcev avtomobilov. Ne? In ker je vstopil koncern Stellantis, seveda je na slovenski trg Leap Motor prišel pod okriljem skupine Emil-Frey, ki je tudi trenutno eden največjih trgovcev pri nas. Pripeljal je pa 2 zelo zanimiva modela.
Oba sta v osnovi, se pravi, najprej je Tamal, ki se bo mal kregal z Citroenovimi imeni. Čakaj, Tamal, pozabil. T01. T01, ta velik je pa, pazi, C10. Se pravi, električni malček, 3,62 metra dolg, dobrih 200 km dosega. Obljublja zelo veliko vsebine, vlomljeno s ceno, in jaz mislim, da prav ta cena bi znala biti zelo, zelo dobra vstopnica te ene najmlajših avtomobilističnih znamk na svetu, na slovenske ceste, zato ker bo subvencijo stal 10.290 evrov. Jure, mene del resnici nekaj drugega zanima. Ne? Ja. Zdaj, v zadnjem letu je prišlo kupenih električnih avtomobilov, ki so dejansko postali dostopni. To se pravi, prihaja Volkswagen, prišel je C3, pa Inster, pa zdaj letale T neki. Zdaj, mene nekaj zanima, ker vsi trije pa dobro vemo, kakšna je klima pri Volku, pa kako se je v bistvu v resnici prodaja električnih avtomobilov zaustavila, pa zdaj subvencije pa podpirajo nakup, pa tako. A veš, kaj zdaj to sploh pomeni? Mislim, tudi mi ful govorimo o teh podcastih, o teh avtih, pa se mi zdi, da jaz sem čisto po domač povedal, ker bi rad zrcalo to, kar prihaja do nas po back channelih. Zakaj nas terate skozi to elektriko, pravijo ljudje? Razumemo, da so, ali pa razumemo, da so cene nižje, ampak tako zagnan reči, subvencijo bo to pa to, ampak pizda, to kdo pri nas kupoval? Ja, razumem, da vsak avto je sposoben najti svojega kupca, ampak ne govorim zdaj konkretno o Leap motorju. Mene zdaj Fairback smatra, kaj se dogaja. Ja, jaz mislim, da bodo ljudje to kupovali, zato ker... Daj, ampak folk ne kupuje električnih avtov, stari. Ma dobro, to ni čisto res. Ja, kakšen odstotek, če jemlješ, dajmo zdaj to Pogačo vzeti avtomobili novi v Sloveniji. Od vseh avtomobilov, ki se jih proda, 100%, koliko odstotkov električnih avtov? Ja, manj kot 10, ne? Manj kot 10, mislim, hočem reči, da tudi mi tako govorimo, to pa bo subvencija. No, počakaj, pomeri se zdaj. Malo stopi z gasa. Predlanski trg avtomobilski, mislim, da je bil že vsak 10. avto v Sloveniji prodan. Počakaj. Zdaj se je ustavilo od predlani. Počakaj. Okay. Prodan vsak 10. avto je bil že električni. Okay. Lani prodaja električnih avtomobilov ni bila taka, kot so pričakovali, in je tudi presenetilo sigurno trgovce, ker so bile subvencije na razpolago, pa je trg v bistvu nazadoval. Kaj pa letos je drugače? Letos se je pa začelo dogajati tisto, kar smo skozi govorili, da pač trg električnih avtomobilov rab majhne in poceni avtomobile. Kdo bo to kupoval? Kupovali bodo ljudje, ki si bodo zračunali mobilnost do centa natančno, kar se je tudi že zgodilo takrat, ko je obstajal e-app, Škoda, e-Citigo in tako naprej. In zdaj se je začelo dogajati to, da so na slovenski avtomobilski trg začeli prihajati majhni in dostopni električni avtomobili. Vem, ampak kaj mene pa zdaj zanima? Ja? Zdaj bo do naslednjega podcasta, ki ga bomo mi snemali, zdaj najbolj ta, bom rekel, je Citroen že pri nas C3 električen? A imamo kakšen avto, zdaj, da imamo kakšen vzor, da rečemo, ok, ta se zdaj prodaja? Ali bomo, veš? Jaz sem že na cestah videl kar neki Insterju, pa niso bili polepljeni. Ja? Daj, imaš zdaj neke manjše, dostopnejše avtomobile, ki se verjetno zdaj takoj ne bojo pokazali, ne bomo jih videli v neki veliki količini na cesti, ampak se mi zdi pa, da je to pravi korak v smer boljše prodaje električnih avtomobilov. To zagotovo, sam pač jaz ne vidim, da kdo kupuje te avte. Zato sem to izpostavil. Se jaz zdaj igram kaj hudičevga do Ne, se je legitimno pomisliti. Pač rad bi izrazil to debato, zato ker včasih jaz mislim, pa stari skozi govorimo o teh električnih avtih, pa nobenih ne kupuje. Tudi na tiskovni konferenci smo imeli zanimivo debato, tudi z vsemi, z vodstvom skupine Emil Frey, ker so še oni na decembrski ob pregledu leta pojamrali to in da ne delajo zaloge pri električnih avtomobilov, ker hočejo biti bulletproof pripravljeni na dogajanje na trgu, ampak zdaj je prišel električni avto in pripravljali so ga, ki ga dejansko kupiš za 10.000 evrov. Se pravi, ti imaš za 10.000 evrov čist spodoben električni avtomobil. Dobar, tle
moramo ga še sprobati. Ne? Bomo ga sprobali, ampak glede na to, kar nam je bilo predstavljeno, bila je seveda statična predstavitev, tu moramo povedati, da ta avto nismo vozili, ampak glede na to, kar sem se jaz usedel noter, kar sem potipal, kar sem požgal, kar sem odprl prtljažnik, se usedel zadaj, je to naprimer next level od Dacia Spring. In to obeta. Ne? O tem ti govorim. Tudi njihov večji model C10, ne? To je, pustimo zdaj to, da so si kitajski avtomobili precej podobni, sploh polka gremo. Vsi avti precej podobni. Ja, ampak dobro, klej pa res že ta značilna forma, notranja armatura po vzoru Tesla je full velik zaslon, manjši zaslon pred sabo, vse špila, cesto ti pokaže iz 100 kotov, ne? Ampak hočem reči, da tudi ta model C10 bo na voljo za 26,000 evrov subvencijo. Ne? In jaz imam večji pomislek, kljub temu, da ima tudi večji model dobro ceno, imam večji pomislek, kako se bo prijel C10, ko pa tale malček. Ma star, ja. Dobro, res me je ful me Ferbec smatra, pa dobro, da gremo malo off topic, zato ker se na glas sprašujem, ker električne avtomobile so doskrat prej kupala tudi podjetja. Ne? Pač te ta male pa najbrž ne bojo podjetjem v interes, pa bodo bolj, ne vem, bom rekel, fizičnim strankam, kupcem, pa zato me je Ferbec smatra. Jaz mislim, da bodo za tako ceno tudi za podjetje zanimive. Zakaj pa ne? Dobro, premajhan avto je verjetno. Ja, mislim, dobro, te flotna vozila, pa to so... Ta velik mogoče, ampak... By the way, si je kdo kdaj mislil, da bo Tesla, ki pride, pustimo zdaj elektrifikacije, pa to, ki pride do dizajna kabine, tak trendsetter stari. Mislim, tako zdaj, če pogledaš, ne, vsak avto že hoče imeti čim bolj ravno fleho, pa en velik, če se le da pokončen zaslon, pa dosti ne. Vsak avto noče imeti tega. No, ok, povej mi, kjer ne, stari. Daj mi zdaj le en avto nov povej, ki ni vsaj na 3/4 podoben, čim manj gumbov, en velik zaslon. A je električen? Kjerkoli, stari. Audi A5. Audi A5. Škoda Elrock. Ok, dobro. Ja. A si se vozil kaj z Audi A5? Ja, sem zelo velik. No, vidiš. Si bil podoben test. Suzuki Swift ima še nalogne števčke, pa mehansko ročno. Na Porsche Slovenija bo mene po moje pozdravil vprašali, zato ker zadnji 3 testni avti, ki so prišli iz njihovih logov, to je Škoda Enyaq, Audi A5, pa kjer Audi je še bil prejšnji mesec? Smo imeli A6? Kaj smo imeli? Ne. Pa Tyrona si ti v dostavnika predelal? Ja, ne, hočem reči, da sem z njihovimi avti čist preveč kilometrov delal. A5 je ful dober avto, vse pridemo pol do tega. No. V glavnem, te Kitajce smo podelali, imamo lep motor pri nas na novo. Ja, in tudi pač velike načrte imajo in tudi pohvalili so se, kar je meni zanimivo, da je vse tudi že v skladišču centralnih delov, se pravi tudi, če boš s tam malim lip motorjem srno povozil, naj bi vsi deli štimeli. To je ena velika prednost, se mi zdi, ne? Ker zdaj, ne, tudi, ko nas sprašujejo, kaj si mislimo o teh Kitajcih, vse avto, ki ga ti vidiš ali pa ki ga kupaš, lahko čisto v redu zgleda, čisto korekten avto, ne? Ampak se neki pokvar ali pa ki neki razbiješ, bog nadej, ali pa ki ti nekdo drug neki razbije, to popraviti je pa pol lahko nočna mora in tle prstalanti so, oziroma prej našem zatrjujejo, da imajo večino rezervnih delov že na zalogi, ali tukaj, ali v centralnem skladišču, tako da nek backup je, ne. Jaz bom rekel, da v končni fazi v poplavi kitajskih avtomobilov ali pa rečemo v poplavi električnih avtomobilov, ki nam slejko prej sledi, se bo konc koncev mogel izluščati pač več vej. Ena od teh bo zagotovo cena in če priješ na trg z zelo ugodno ali pa rečemo z eno najugodnejših cen sploh, potem mislim, da imaš neke možnosti za uspeh. Ne. Je pa seveda res, da vprašanje, ne vem, koliko smo Slovenci že čisto prvič naklonjeni elektriki, drugič pa pač poceni kitajskim avtomobilom. Ja, nismo, ne. Sam se, kot je Jure rekel, cena bo faktor, ki bo to zdefiniral na malo drugačen način. Imam pa jaz en večji pomislek, ki sem to tudi vprašal na tiskovni konferenci. Kaj bo to pomenilo za, glede na to, da je to res mlada avtomobilska znamka brez vsakršne tradicije, za katero pač zdaj za njo stoji velik evropski koncern. Sam zdaj pri teh novih avtih, a se kdo še ukvarja s tradicijo, stari? S tradicijo se začneš... Za to tradicijo. Ciril, veš, kdaj se začne? Jaz zelo cenim, kdaj?
Začneš se ukvarjati takrat, ko je treba rabljen avto prodati. Stari, zdaj ti bom pa tako povedal. Lej, koliko se proda, folk kupuje tele stareje, pa vsi, mislim, to folk zdaj hoče gledati ceno, vlomljenost, dobljeno, tradicija mi je pa malo sen. Zato, ker avti po 4-5 letih gre zbajte ven, tradicija je zdaj, jaz zelo cenim tradicijo, pa verjamem, da če boš folk vprašal, a cenite tradicijo, bo rekel, ja, ampak kupil bo je pa avto, ki ti bo dal value for money, tradicija pa če je ali pa ni. Tako da recimo meni tle tradicija sploh ni faktor. Kaj se mi zdi, da mogoče pri dražjih avtomobilih je to bolj pomemben, zato ker pač neko veliko količino denarja dati za en rabljen avto, takrat res premisliš, kaj pa kako, ne, ampak če pa ta avto res cenovno ugoden, pa se mi zdi, da se lažje za to odločaš, pa tudi pocen nov avto lažje kupaš, ker če zamenjaš, ne vem, 5-10 let star rabljen avto, ima še toliko pocen nov avto, bistveno več stvari noter, kot jih je imel tvoj rabljen avto in ta preskok je bistveno lažje narediti, ko v končni fazi ne predstavlja nekega velikega tveganja. Kar apropo tvojemu vprašanju, ne? Ko si se na začetku mečkan razburil, da se je prodaja zastala. Prodaja novih električnih avtomobilov. Se je po celi Evropi tako stari. Ja, ampak v resnici se je postavila prodaja rabljenih električnih avtomobilov. Ne? Ta se je pa res čisto ustavila. Ampak vse to pa je tudi to vprašanje, ki ga je Ciril postavil. Ne? Ja, ampak po drugi strani pa zdaj si se pripeljal z eno lepo električno petko, ne? Za katero pa tudi ne vemo, kako bo treba rabiti. Ja, prodaja igre pa odlično. Ja, v Franciji. Na sej, verjamem tudi v Sloveniji, ker če pa ta avto ne zagrab pozornosti, pa nekaj narobe s tabo. Stari, meni čisto vse je tepe elektrika všeč, ti ni všeč, pa tudi če ne bila rumena, če bila zelena, pa si v kodrlajsa. Jaz sem na ušnih selih že vidno eno in to je že dober signal. Veš kaj, tle pač nimaš druge izbere, kakor vzeti električno, ne? In se mi zdi, da ta Renault 5 je pa res en tak dober zadetek, da pač po mojem, da tudi tisti, ki niso razmišljali, da bi si kupili električni avto, rečem, ma jebi ga, po petko bo imel pa tudi če električna. Ja, veš. Prej smo omenili že Fiat Panda je prišla na slovenski trg, seba ti si Fiat Grande Panda. Pardon, Fiat Panda še vedno obstaja in Fiat Panda še ni prenovljena. Ja, to je res. Grande Panda je prišla, seba ti si jo že zdavni vozil, jaz sem jo prvič v živo videl. In moram reči, da zgleda res lušten. Uvoznik se je ful potrudil, ker je pripeljal tudi predhodne generacije Pande, vključno sta prvo, jaz pa so se malo pohecala, nisem še tega Quickia sestavil. Pač meni se zdi, da lepo pelejo, je pa res, da tale Grande Panda, če bo uspela, bo Fiat lažje dihal, če ne bo pa tudi malo kislo se zgledal, se mi zdi. No. Jaz ful ne rad opisujem oblike, zaradi tega, ker vsake oči imajo svojega malarja, ne? Ja. Ampak meni se zdi od te enotne Stellantisove platforme, na kateri je pa zdaj že res ogromno modelov, se mi zdi ta Panda najbolj cute, ne? Totalno cute je stari. Meni je res simpatičen avto. No. Je pa res, da so pri teh pixel očeh pa mogoče malo Hyundaiu pogledali, ne? Spominjate na Instarja, ne? Ja, pa ne sem na Instarju. Ja. Pač kvadratki. Jaz mislim, da je Panda dober zasnovana. Dali so pač noter neki svojega italijanskega pečata. In jaz mislim, jaz vam tako povem, jaz, ko sem se vozil s to Pando na predstavitvi po Torinu, takrat vedno je tako, v tistem avtu, ko se voziš, pol te avte tudi zunaj opaziš. Ampak meni se je zdelo, da se okrog mene sam Pande vozijo. Ne? Mislim, na tisoče Pand srečaš, ko se peleš po Italiji. Ne? In če kje, jaz mislim, da je ta Grande Panda bo predvsem za Italijo neka mamljiva varianta, ker oni se pa res utepajo električnih avtomobilov, sploh jih v bistvu kaj dosti nimajo. Ne? In ta Grande Panda je seveda po eni strani spet električna, ne? Ampak je pa tudi hibrid na voljo. In jaz mislim, da teh hibridov se bo pa po mojem kar dosti prodali. Ja, lahko še par faktov od Pande. Ne? Panda je na svetu 45 let. Skoraj tvoj letnik je, ne? Ja, tam. 1980, ne? Ja. V zadnjih 30 letih, a veš, koliko jih je zapeljalo na slovenske ceste? Čakaj, a ti veš, slučajno? Čakaj, ne reči, sam povem in sem a veš? Ne vem.
Okay, lahko jaz rečem, lahko probamo ugibati sebe tam. Ajde, ugibite. V zadnjih 30 letih, ko so v Sloveniji Panda 30 letih. 30 letih, ja. Jaz bi rekel 2317. Kva? Seba, kako ti misliš? Jaz bi rekel več, ampak po mojem jih je manj. Daj povej, rečem no. cifra, stari. Ne bom rekel. A to je ta cifra zdaj, ki sem jo že videl. Ja. Ne, prodali so jih 12.800. Oh. V 45 letih so jih pa na ceste spravili drugače lower, ne? Pa vemo, da Panda je zelo evropski avto, ne? Praktično čisto evropski, ne? 23 milijonov. 23 milijonov, to pa vem, to sem pa jaz povedal. Fuck, stari, to Ampak pa ne. ne bi nikoli Pa, mislil. to je big respect. Pa dajmo še, nikoli ni bila tako velika, kot je zdaj, normalno je tudi grande, ne? To je grande. V prtljažniku je 140 litrov več, daljša je pa za 6,1 cm. Koliko je pa dolga? Ne. Ja, Ja. to sem To je Zanč rekel. To je Vedno- Juretovo čakaj, podajanje podatkov. Čakaj. Ja. Dolžina je 3, Še vedno? Ne, to je pa Ne. nemogoče. zeznu sem. Ja. Čakaj. Dolga je 4,11, veš, na pamet nekaj. nekaj čez 4 metre. No. No, dobro, se vsem, se v Okej. resnici ni pomemben, Jure. V glavnem, od zadka se usedeš, nikoli se v Pandi še ni tako komod sedelo. Drug oblikovni moment, ki je bil meni ful všeč, števčki, ne? Ja. Ki kopira turinsko streho, ki je cesta gor, oval. Pa cena je tudi dobra. Daj povej na hitro ceno, da gremo naprej, Jure. No, Čakaj, ceno najdem, ga... ka- Pando 15 minut, daj. Čak, da ceno najdem, Dobro, jaz bom Gremo zdaj še naprej. povedal Daj, povej. o Pande, sem to, da je Panda prvi električni avto in končno avto, ki Ja. ima kabel pospravljen tako, kot je treba. Integriranje. Integriran Ja. električni kabel in to se mi zdi ena najboljših pogruntavščin, kar jih je sploh možno pri električnem avtu imeti. S tem, da smo mi to že sprašvali, druge znamke, zakaj tega ne naredijo, pa so vsi rekli, jo, pa ne, ker je treba kabel pač ven potegniti, pa da ne pride do tuljave, da pač kabla ne smeš imeti skrb zvitga, da se ne segreje preveč, pa to, ampak taj Dan je rekel, jaz sem prvo, pa bomo pa videli. ja, in to 4 metre pa pol ga naviješ noter. No, ja, Kaj da, To mi je kot sesalca, veš, potegneš Ja, ven top. in to je res top zadeva. ok, da gremo naprej. Jure, če už najdo ceno, super, če ne bo 16,990. pa... No, cool. Ja, za Pa hibrida. Ja, pa 16,800 na štrom. Koliko? Ne, Ne. Jure, slabo si se mi pripravil. čakaj, no, če imajo cenike tako, se pravi, ja, Kar povej, Jure, kar zem si čas tole ceno za Panda. 16,990, evo. No, super. To je za hibrida spet. To je za ponavljam. hibrida. To si že povedal, Jure. Čakaj, še elektriko pogledamo. Elektrika je pa 16,800, ja, No, super. Ej, Jure, Z odšteto subvencijo. za odšteto subvencijo. zdaj pa predno odpotujemo na sebe, ta mednarodno pot, bi jaz upalil tale Conti Corner, to je un moment, ki folk pride lahko tudi na YouTube pogledat, to je ta paket, ki ga imamo v roki, jaz ta zadaj ga odprem. Torej, v roki, Sem upam, da je kaj za pojest. stari dvomom. Ne. Dajmo pogledat, kaj je v škatli. Jure, si kje razburjen? A si kje vznemirjen, Jure? Zelo sem vznemirjen. Pa pokaž to. Še Pa škarje. Ne, kdo še rab škarje. Aha, škatla se odpira. Moram reči, da vsebina ni pretirano težka. Že vem, zakaj bo Jure to najbolj všeč. Stari, to je noro. Evo, Jure, lahko kar kapco snamaš, Jure. Zato, ker je Continental poslal, vsaj na vrhu je, Ne, se ti heca. klobuk. A smo mi to pripravljeni za naslednjo Afriko, Namibijo, pa tako, Sun Protection. Da hitro sem, da Ej, gor, daj poglej, če kje od Kontija Je? piše. Ne, veš kaj piše, Jure, gor, daj poglej. General Tire. General Tire. Gojzeri. Lega. Pa še ti stari. Jaz sem dal tudi na glavo. Offroad sezona je tukaj, so zapisali par General Tire. Morate vedeti, da znamka General Tire spada pod Continental.
že kar nekaj časa so v žlaht. Če pa koga zanima več o zgodovini te znamke, pa o tem, v bistvu, kaj so to za ene gume, to so ene gume, ki so primarno namenjene vožnji po offroadu in tudi zato so napisali offroad sezona je tukaj. Pazi, da boš pripravljeno vse, ti pošiljamo klobuk, tvoj novi ščitnik pred gozdnimi vejami in poletnim soncem. Nič robno, ampak čeprav nisem ziher, ker Jure gor da, ampak vseeno pomaga, da ostaneš hladen vse na glavi in v stilu, kamorkoli te zapeljajo brez potja, uživi sezono, blatno, sončno in polno dogodivščin, ekipa General Tire. Jure, to v bistvu vse paše, kar da na glavo skoraj. Stari pa krajci so glih prav široki, tudi je... Lej, lahko jih daš tudi tako. Lahko jih daš tudi tako, lahko jih daš na avstralskega, ne? Na avstralsko varianto. Na Steve Irvina. Da imaš samo en krajc gor, jaz imam nared, da sta oba krajca dol, pa že vidim, da je okvir, ne, karoserija klobuka je dosti močna, da imaš resno zaščito. Tudi bidlock, noter ima bidlock, da ne pade z glave. A mi paše seba? Ne. Sam jaz imam sluške gor, zato mi... Ja. Sebi, boš probal klobuk? Ne rabaš, boš pa. Ko tebe pogledam, mi je še bolj nerodno, ko prej meni, ker nisem znal na pamet dolžino grande pande povedati. Blaž. A seba te paše, stari. Mal je velik. Sam si za na Florido si zdaj direkt. Enega Gatorja bi ti dal pod pajska, pa druga pa shotgun. Da bi šel na Florido. Gonna get me some Gators. Jaz bom enega tako dal. Zaprem oči, se prav spomnim unga velebita, pa kako je pokalo tam pod gumami. Ja, nač. Kar se Cornerja tiče, imamo še kaj zapovedati glede kontinenta. Ja, veš kaj? Sem bil zanj presenečen. Sem videl eno tole Corvetto C8, taka ima zadnji mašino, ne? Ja. Se je furala na konti gumah. Ker na teh superkarjih redko vidiš sport... General Tire. Ne. Se je furala sicer na Sport Kontakt na 6, bil se lahko na 7, nač hudga. Bomo odpustili ta mehen kiks, ampak to so super gume. Dobrodošlico v ekipo smo pa že izrekli prejšnjič, ne? Pogačarja, ne? Ja. V konti. Ja. Dobro. Še enkrat General Tire, hvala za tole. Jaz sem prepričan, da Jure tega zdaj nosnejo, razen če si z motorjem, Jure. Ne, danes nisem z motorjem. S čim si pa pripeljal? Z Opel Grandlandom, atmosferskim. To pa drugič. Ok, dajmo se zdaj preseliti. Seba. Ja. Blaž, hvala, da misliš na nas. Hej, Jure. A Blaž voz drugač si na Afrike, veš? Jure, Publiki bolj prepoznaven kot flaša Coca-Cola. Jure je kot tanker, ki ima inercijo, se ne zna ustaviti še 7 km. Pejte od Blaža avto, res. Defenderja fura, to starga. Seba, dej povej, nisem te povabil medse. Nisem. A ja, s kaj drugega hotel reči? Ne, lahko tudi nisem, najde. Dajmo nisem. Dej povej, kaj si videl. Pa veš kaj, v bistvu smo pa žiranti z Evropske avtoleta bili povabljeni v okolico Londona. Millbrook, tam je ena testna proga oziroma en poligon. Tako, kar hud. Moram reči, da kar velik, zanimiv. Predvsem je bilo pa zanimivo to, da smo šli pogledat novo Nissan Micro in pa čist novega Nissan Leafa. Pa ne sam pogledati, v bistvu smo tudi pelali oba dva avta, sicer pač 2 kroga po testni progi, nista bila neki blazno velik, da bi lahko ne vem kaj o vožnji komentirali, ampak najprej Micra je itak, bomo rekli, sestra od Renault 5, pač delana v sodelovanju z Renaultom, tako da je tudi noter precej podobna 5, voz se pa isto kakor, ali pa bomo rekli zelo podoben kakor 5, tudi motorizacija, se pravi baterijski sklop enak kakor v 5, moč enaka, tako da tle nimamo kaj. Bolj je pač vides je, bomo rekli, zanimiv, malo spominja na tiste stare najboljše Micre, ne na to ta zadnjo, ki se glih ni najbolj posrečila. Tako da bomo videli. Micra ne bo se delala zaenkrat še v Novem mestu. Jure, to si me zadnjič vprašal. Tako da zaenkrat, ja. Bomo videli, kaj bo. Pride proti konc leta že na ceste, cene še niso hoteli povedati, tako da to je to. Bolj me pa presenetil Leaf. Zakaj pa? Novi Leaf, zato ker je res drugačen, oblikovno
zelo zanimiv. Vse vemo, v bistvu tisti prvi Leaf je bil tako en tak, meni je bil mal smešen, čuden. Dolgočasen oblika, taka brezvezna. Potem facelift, mislim, da 2017 je prinesel novo obliko, nove baterije, večji doseg, ta prvi je imel res slab doseg, boljše polnjene asistenčne sisteme in tako naprej. Zdaj ta nov Leaf je pa, rečemo, neka kombi limuzina, ni več hatchback in ne vem, oblikovno, mislim, da je zdaj konec embarga, tako da lahko tudi slike damo. Oblikovno je meni zelo všeč, tudi noter je cool, zaslon velik oziroma en večjih, pomaga si z Googlom, tako da relativno pameten avto, lahko se skoraj že pogovarjaš z njim. Zasloni dobri, vidljivi, lepo. Tako da jaz mislim, da tle nisem naredil en velik korak naprej, predvsem če vemo, kako je bilo včasih v Nissanovih avtomobilih te njihovi zasloni ali pa radi z milijon gumbi, nisi vedel nekaj, kaj, kako, zakaj. Tako da ta se mi zdi zdaj, da so res poštimali. In pa Nissanov pač pravi, da je Leaf načeloma tudi je začetnik elektrifikacije oziroma električnih avtomobilov. Ne? Zdaj mi se lahko delamo norca iz prve generacije, ampak mislim, da je Leaf prvi cest, ampak da je prvi Leaf na cesto zapeljal že, se pravi, 2010, 2011, se pravi, je že 15 let dela električne avtomobile oziroma vsaj za Evropo električne avtomobile. Tako da nekaj izkušenj pa znanja na tem področju zagotovo imajo. In ta novi Leaf prinaša en kup novosti, kar se mi zdi zelo pomembno, pa bom tole zdaj pogledal, da ne bom zafrknil. Vse vemo, te podatki o baterijah oziroma predvsem o dosegu so ponavadi vedno VLTP podatki so taki, da jih ne moremo doseči. In tle se mi zdi recimo pri Leafu zelo dober, da so oni omenili sicer, da bo ta avto lahko naredil več kot 600 km z enim polnjenem, se pravi, pri bateriji 75 kWh kapacitete, kar je recimo, da ne vem, če bo to komu uspel, razen če se bo peljal 600 km. Podatek si mi prej povedal. 600 km po klancu dol. Ampak ključen podatek se mi pa zdi to, da navajajo tudi, da lahko narediš 330 km, če se peleš po avtocesti pri hitrosti 130 na uro. Ok, to je zdaj že nekaj, s čemer se jaz recimo lahko poistovetim. Ja. V meni Ljubljana, München se ima eno polnjenje. Ne? Ja, ne, recimo zdaj, če to drži, to moramo zdaj tudi probati, pa seveda to drži v optimalnih pogojih, ne drži pri -10, ne drži pri +30 pa tako naprej. Ne? Ampak se mi zdi, da to je že en tak podatek, ki bi mogoče tudi enemu, bomo rekli, neizkušenemu vozniku električnega avtomobila znal pomagati ali pa znal dosti verodostojno informacijo podati, da se lahko peleš tudi kam dlje, pa da se ne bojiš, da boš, ne vem, za naslednjim ovinkom ostal s prazno baterijo. Dobar, ja, štekam. Klej zraven bomo pripeli en zanimiv članek, ki smo mi test naredili skupaj z o tem, koliko v resnici avtomobilu gre po avtocesti na resen doseg. Koliko VLTP je resničen ali pa laže. Pa ne bom nič drugega komentiral, bom sem link dal od spod pod podcast. Ja, veš kaj, VLTP je pač, ne, mislim, moramo vedeti, ne, da če bi se tako lepo, kot se je treba z električnim avtom peljati na tem, da bi dosegel normo iz VLTP-ja, če bi se peljal s kjerkoli drugim avtomobilom, ali na dizelski ali bencinski pogon, bi bile tudi porabe smešno nizke. Zato, ker če nam recimo predlagajo, da se z električnim avtomobilom peljamo po avtocesti 110 na uro, ne? Mislim, pol si lahko mislimo, kako majhne porabe bi bile tudi pri ostalih avtomobilih. Ne? Ja, ne? Se strinjam. Tako da se mi zdi, da ta podatek 130 km, da se peljaš in da narediš 330 km, se mi zdi kul, je pa seveda res, da je to treba sprobati, pa
bomo potem govorili o tem. Ne? Ja, se bomo prišli za volan septembra, ne? Res je. Na Danskem. Ja, to so nam že obljubili, tako da jaz mislim, da tudi, zdaj sem ga jaz sicer sam vozil, ampak mislim, da ga bomo vsi trije že konec septembra na Danskem pa vozili in takrat bo to tudi serijski avto, ker zdaj te avti, ki smo jih vozili, so bili predserijski, Leaf je bil celo še polepljen, tako da in tudi takrat bomo v bistvu prvi na svetu, ki ga bomo vozili, zato ker mislim, da vse mednarodne testne vožnje se začnejo kasneje, mislim, da oktober, november. Super, gremo naprej. 3,99 metra je Panda. Super. Pravičujem ljudje, prej sem se zmedil. Točno 1 mm fali do 4 metrov. Dobar. Seba, si ti še neki hotel imeti čez? Sem, ampak dej, imamo še kaj drugega. A mednarodno? A smo na mednarodnih vodah? Ja. Smo v mednarodnem Jure je okolju. bil Jure, jaz nisem bil kjer, ti Jure povej. Jaz sem bil v Berlinu. Kaj pa si delal tam? V Berlinu sem šel pa... Nekaj si se šel močet, a? Ja, malo je dež padel. Malo je dež padel. Pote. Ampak je pa obiskal sem zanimiv sejem, prepelal sem se z električnim motorjem oziroma Can-Amom Pulsom, tega, ki si ti nedavno Reel tudi objavil. Zelo zanimiva izkušnja, ker smo se pa res po velem mestu vozili in moram reči, Berlin ni prva izbira moja, da bi šel v mesto si gledati. Pač Berlin je eno zelo specifično mesto. Meni všeč. Ja, sej, nič narobe s tem, če ti všeč. Meni pač ni. Ampak imajo pa zelo razvito sceno te, bom rekel, mobilnosti nove dobe in imajo zelo močen community motoristov, ki vozijo in klasične bencinske motorje in električne motorje. In je bil ful dober event. Naredili smo po mestu blizu 80 km, malo po predmestju, v mestu, v glavnem. Še enkrat se je izkazalo, da električni motor v takem velikem mestu pa ima svoj potencial in to kar velik. Pa smo si pa ogledali sejem električnih motorjev, ta community. Pa jih je bilo 5. Ne, ful jih je bilo. Bomo dali slike, bomo dali tudi ene pošasti, take orank. Lahko jih tudi ne damo. Ok. Kaj sta je, kako disata. V glavnem, super event je bil in pika na je pa bila, ko smo se pa polka, je šlo pa 123 motorjev električnih v spremstvu policije, pa ne zato, ker bi nas obmetavali, čez cel Berlin. In je bil pa en poseben feeling, ker res prideš po teh berlinskih avenijah, tudi tam Brandenburška vrata, pa vse to zraven, kar pa še. In se je folk obračal in je bilo v centru mesta taki spontani aplavzi. Zgodilo se je pa tako, da smo se v čisti tišini pripeljali, tudi policija, ki je zapirala križišče, niso imeli sirene, oziroma so vklopili sireno sem takrat, kad je bilo treba, da kadar je kdo kaj spregledal. Rad so pa sem z lučkom in vozili. In je bil pa res, folk se je obrnil in je bilo tako 3-krat tak spontan aplavz, je pa kar poseben feeling. No. A so ti šle kocine po koncu? So mi šle malo, priznam. Dva sta tam zaploskala. Nehej. Ne, se verjamem, da je bilo super. Se mogoče je to dobra priložnost, da se tudi zahvalim. Policisti so bili na električnih BMW-jih. Ja, sem slišal. Mogoče je to dobra priložnost, da se zahvalimo Ski&Ciju, da je izvedel tole povabilo, pa nas je povabil. Ja, zelo poseben dogodek je bil, pa smo tudi par zanimivih kadrov posneli, bomo pripela zraven. Daj ti maj nekaj povej, ker sem jaz objavil ta reel, je nekdo od spodaj, mislim, da je Peter rekel, da ta zid, da je ful neodoben, ker ima ful mal pene. A tebe kaj ritka bolela? Ne. Ne, v bistvu ta motor, oba motorja, Puls in... Za tega povej. Noč me ni bolelo. Ok, se ti je zdaj udoben? So pa rekli eni motoristi, ki so pa višji od mene, pa tako recimo 1,90 m, da so imeli na pulzu malo težav, ampak ne z zicom, ampak dolžino nog. Tu imaš pokrčeno nogo. Položaj. Meni pa motor zelo sedel. V bistvu mi je totalno dobro vodljiv motorno. Ja. Ti si glih ta prav v kombinaciji s tem motorjem, pa z višino pa skilom. Pa tale me je skozi smatralo, kaj je zdaj ta tiha ketna. Oba sta vozila ta motor, veste, da je motor je res tih
abnormalno tih in takoj gre v rekord. In sem pol Kenemovega inženirja zahaklal. Sem rekel, da mi razloži, da je to tiho ketno. Sva šla, je pokazal kaseto. To je v bistvu kaseta potegnjena ven iz snežnih sank. Aha. Noter je ketna, potopljena v olju, samozatezni, se pravi, avtomatske šponarje ima in ti s tem nimaš nobenega vzdrževanja. Edino, kar moraš narediti na vsakih 20,000 km, čisto zaprt sistem je, če mu to res uporabljaš, so rekli, da je priporočljivo na 20,000 km en šlauf odvit, ole spustiti ven, pa ole zamenjati. In to je to. Drugače pa lifetime. Super. Seba? Ker, ne vem, ne bom rekel, da mi je narodan, ampak v bistvu ta mesec sem bil na 2 predstavitvah in na obeh smo vozili električni avtomobil. A že kdaj bil v enem mestu sam na 2 predstavitvah? Ja, ta je dobra. V bistvu bil bi še na kakšni, sam nekaj smo mogli tudi odpovedati, nekaj se je prekrival, ampak ok. Ford Puma. Kaj je zdaj s to Pumo, stari? Kakšno je? Rumena. Nekaj to Pumo poznamo, Pumo pa ne poznamo. Ja. Zame se ne poznamo. Puma je... Ti si bil? Nisi bil. Nisi bil. Puma je tudi že v Sloveniji na voljo in to za, če da ne bom zdaj pretiraval, za zelo, zelo zanimivo ceno. In sicer se jo da dobiti za recimo 32,000 evrov, pa če odštejemo še subvencijo, popust, pa Ford Bon, pa subvencijo, pridemo na zelo zanimivo ceno. Čakaj, da ne bom jaz zdaj Jure, pomagaj mi. Čakaj. Bom jaz da tole najdem. Mislim, da prija nekih dobrih 22,000 evrov ali nekaj takega. Malo čez 20,000 evrov. Kar je pa zelo dobra cena za, bomo rekli, za tako velik električen avto, ki ima ogromno opreme. Mislim, da so jo pri našem Fordu primerjali z klasično Pumo, z skoraj najboljšo opremo in sta tam temno. To je že nekaj. Tako da Puma pa vemo, Puma sama po sebi ni tako majhen avto, dobro se sedi v njej tudi na zadnji klopi, predvsem pa avto preseneti z prtljažnikom, pa z tem multiboxom, ki ga ima od spodaj. In mislim, da so nam na predstavitvi pokazali eno primerjavo, da je ta prtljažnik toliko velik, oziroma se da toliko stvari noter spraviti, kot v času Mondea. Ja. Kva? Ja. Sej unbox je res full velik. By the way, jaz sem se dve leti nazaj navadno Puma pelil v Firence in je bila tudi na dolgi razdalji stari, krasen avto. No? Tako pač, ker vsem gabariti, to zdaj ni velik avto, je prostoren za svojo velikost, pa te italijanske ceste, avtoceste zjebane, pa to, ker imaš hiter poln kufr, ker se voziš kaj dol proti... Puma se res dobro pele. Se mi zdi, da je Puma en redkih avtomobilov, ki je prevzel to Fordovo zanesljivost ali pa recimo to Fordovo dobro podvozje, tako kot je bil čas Focus, ki je bil, se mi zdi, pri nas totalno podcenjen avto, se pa pelil vsaj tako dobro, če ne še boljš kot Golf, Volkswagenov Golf. Meni se je Focus pa Civic, sta meni vedno bila vrh razreda po vozni dinamiki. In Puma nadaljuje to, se mi zdi, da se zelo dobro pele, tudi bencinsko gnana, ki je prišla ven, ki smo se vozili, super avto, marsikomu je avto všeč, ker je pač ni zdaj neki blazno velik, ima pa veliko prostora, všečen avto, tako da se mi zdi, da je bila dosti logična poteza, da so pri Fordu pač šli v to, da so tudi Pumo elektrificirali, slej ko prej bojo itak večino vse. Ali pa vse. Ampak, ok, Puma je, se mi zdi, dober avto, da so to naredili in odločili so se za eno tako zelo enostavno zadevo, pač ponudili so avto tako, kot je, noter neka premium notranjost, zelo dobri opremski paketi, mislim, da lahko kupaš samo dve izvedenki, pa ne vem, imaš še 3 možnosti posameznih paketov in to je to. In zdaj,
zdaj sem najdel tlele, v Sloveniji tak avto stane Seba išče po kompu za une, ki ste na audiju, ja. da boste vedeli, zakaj je bilo malo tišine. Na, zdaj, evo ga, 21.790 evrov, kar se mi zdi za tako dobro opremljen avto, res dobra cena. In zdaj imaš kaj primer, kaj lahko vržem te prokovico, ko si prej metal, ko si rekel, da ljudem tradicija ne pomeni nič. Kaj bi imel raje, električno kugo za 21.790 evrov ali pač kitajski avto za 26.000 evrov, ki je na svetu 10 let. Je pa res, da večji kot Puma. Je pa res, da po drugi strani, da pa po drugi strani dobiš pa 2 T01 Kitajca. Ne, jaz govorim o C10. T01 oziroma T03 ni sporno, kot smo rekli, to bo prodajala cena. Ne, jaz nisem rekel, da je tradicija nepomembna, ampak govorim pa, da tradicija zagotovo ni velik faktor pri nakupu avta. Jaz sem tako kot tudi vozne lastnosti niso tako velike, kot bi si mi želeli velik faktor pri nakupu avta. Pač folk druge, sploh na cenovno občutljivih trgih, folk druge stvari gleda. Če bi vozne lastnosti bile faktor, pa bi folk vozil sam Focus pa Civic model. Pač mi smo vozniški entuziasti in valjda drkamo na to, da se avto dobro v vinku sede, ostalo pa pač damo to na piedestal, kar je prav, ker se mi zdi, da avti zgubljajo to, da se res dobro peljejo, pa da so tenkočutni, pa da čutiš ene stvari dobro. Ker recimo zdaj, ko smo imeli tega Enyaka, ki je meni krasen avto, pa se super pele, pa ga lahko sam pohvalim, pa glede na to, koliko je velik, pa razmeroma veliko maso, se lahko kar prešaltamo. Stari, vse dela super, ampak občutek na bremzi je pa tako gumijast, da Bog pomagi. Ne? In to recimo mene ful zmotne. Mrzdo mogoče niti opazano, ampak jaz sem tukaj ful občutljiva. Ne? Tako. Ja, jaz bi sam še se vrnil malo na Pumo, glih zato, ker so pri Fordu nekaj zelo pomembnega izpostavili in to je spet poraba električne energije. Ker namreč Puma ima 43,6 kWh veliko kapacitetno baterijo in to ni neki, bomo rekli, velikega ali pa nekaj posebenega. Poseben je pa to, da naj bi s to baterijo oziroma Puma s to baterijo lahko prevozila 376 km ali pa v nekaterih primerih celo 400 km. In tukaj izpostavljajo, da ta avto res zelo malo porab. Moram reči, da smo se vozili po avtocesti, pa po navadni cesti, pa moram reči, da nisem avto šparil glih zato, ker me je res to zanimalo in pri Fordu pravijo, da je poraba poprečna okrog 13 kWh, kar se mi zdi to je redo podatek, ja. Zelo dober podatek, ki ga bo seveda spet treba preveriti, ampak tudi, ki so delali primerjave z ostalimi električnimi avtomobili, bojda Puma bila vedno najboljša. Jaz iz prakse poznam samo en električni avto, ki ima v realnem življenju tako porabo. Trenutno. Pa da jaz vem za enega, ki ima človek narejenih že 180,000 km. Pa ima 13. In to je prvi Ioniq električni. Ja, sam ta je tudi, dole prvega Ioniqa električnega kupa je tudi, bom rekel, posebno še v dobrem smislu, pa po moje res gleda, da ima toliko porabo. Ker tisti, ki so bili first adopteri, so bili hardcore in love, pa ne bojo vozili, tako kot mi vozila, pa je navaden kupac. Ja, ta ni bil first adopter, ki je tudi že kupil faceliftinga novega. Ja, problem tega, a veš, nekdo, ki ima res dobro poprečno porabo, se zagotovo pele. Veš, meni to ni merodajen podatek. Merodajen podatek je, ko se nekdo normalno vozi z avtomobilom. Ja, pa se on vse normalno vozi. Ja, ok. Sej lahko, ne sodim, ne poznam človeka, ampak hočem reči, jaz poznam tudi folk, ki je z Peugeotom dizlom se vozil z 3,4, vsi ostali so se pa s 5,2, pa so oni normalno vozili, ta je pa gledal na vsak mililiter, ne rečem deciliter. Ja. In te, ki so največji zanesenjaki, ponovadi niso merodajni, ne. Ali pa nismo za ene stvari. On ima tudi dizla doma. Pa sej sam veš, Jure, takoj, ko imaš električen avto na testu, voziš drugače, kot z drugimi avti. Ja, ker smo se pač navadili tudi, da moraš malo... Ja, ampak meni to ni všeč in jaz
to vedno pravim, da to ni prav. Zato, zakaj bi bili mi sužnji avtomobila? Ja, Avto mi kupimo zato, da on služi nam, ne bomo zdaj mi njemu. Ja, to smo že predebatirali doskrat. Glih tako, kot je kar po defaultu, da moraš imeti zdaj že, če imaš električni avto, sončno elektrarno, ker noben ga ne poznam, da bi imel doma privat črpalko, kad dizla voz ali pa bencinarja. Ne? To je Jan Plestenjak prav. Ja. Kva je zdaj? A sem jaz kupil njega ali je on kupil mene? Se to je res. Lej, tako je. Ja. In jaz sem doma pa zdaj v Vodicah in do mene domov pripelje avtocesta in jaz se po avtocesti ne bom pelil 110, ni šanse. Ne. Je pa res, da večina sodobnih hibridov pa že porabi manj kot tvoj Harley. Pa so neprimerno težji, čeprav je to tvoj možakarski. Ne? Pa absolutno. Koliko pa tehta tvoj Harley, stari? A z mano ali brez? Brez tebe? Ne, 380 kg. Kva model? Pa se to je en kup železa. Ja, stari, samo vse ne bi rekel. 380 kg model. 80 kg, pa še jaz, pa karakter, pa... Pa smo na 2 tonah. Hvala, prijatelj. Gumco kar dobro spodvije, ja, se zanj za njim pelo. Guma na Harleyju ima kar velik dela, sploh sebi mu. Plele presekam še mečkam zdaj s telim našim gumbom. Daj? Jure, a boš udaril, da povem? Končno bom jaz najšpila. Jaz vsakič cviknem, kaj se mi zgodi. Enkrat razjebo tole škatlo, majke mi. Folk, sam na hitre intermeco od naših ta zelenih med 11. in 13. julijem itak najbrž že veste, da se bo dogajal festival Pivo in cvetje. Gre za tradicionalen dogodek, ker se mi zdi Madonna, da ga pa ne rabim posebej predstavljati pa poudarjati, zakaj to gre. Dobil sem prej sporočilo, kdo bodo vse tudi nastopali, ker pač glasbeni akti, vse so rdeča nit tega dogodka. Jaz vem, kdo bo. Kdo? Severina. Ja, Severina. Ti zato veš ostalo, ti je pa sen, ne? Ja, Za njo vem. Magnifico Joker, Outfechterji, Jan Plestenjak, Severina piše, Šankrok, Flirty, Kreslin, pa kupenih drugih še v glavnem. To bo, veš, kaj rečeš za ta Pivo in cvetje. Kdor je že kdaj bil ali pa kdor redno hodi, to je res stari en od žurov, če ne kar da žur poletja. Letos vemo, da slavimo 3. stoletje, Laško ima 200 let. Zakaj pa sploh to govorim? Zato, ker ima ta dogodek tudi en prikol, se tako reče. Pazi, Laško pivovarna je nastala leta 1825 in 1. julija, to je en dan pred mojim rojstnim dnevom, bo v Laškem potekel ene posebne vrste maraton. Mislim, maraton, ne vem, če je to zdaj ta prava beseda, ampak oni so to tako poimenovali. A kdo ga več nese? Kdo lahko neprestano pije? Ja, stari. A ste zdaj slišali, ne, kam so šle naše misli? Ne, šlo bo za poseben maraton, dolg, pazi, 1825 metrov za nagrado 1825 evrov. V bistvu bo šlo za ene vrste test, ne samo hitrosti, ampak tudi spretnosti. A koliko hitro spiješ? Čakaj, pa je zaradi zanimivo. Kaj moraš narediti? Ne vem točno. Čakaj, sej tle piše. Daj preberi. Dej, no. Kaj je zanimivo ratalo. Ne bo se meril samo čas, ampak tudi koliko piva vam bo uspel prenesti v cilj. Tekmovali se bo pa z 2 polnima vrčkoma. To je v bistvu ene vrste ogrevanje za festival. Mi bomo od spodaj pripopali en link, če se ne motim, gre v bistvu ta aktivacija prek ene objave od Radia 1. V glavnem mi bomo mislim, da je Instagram link, se mi je Maja poslala. Instagram bi Jure rekel. Ta link spodaj popam. In to je to. To bo en prikol. Tako da tisti, ki ste pozorni, zdaj v tem trenutku, mislim, da se boste lahko tudi prijavili, ampak obstaja neko omejeno število, koliko ljudi bo dejansko lahko tekmovali, ker če se prijavi 1000 ljudi, nimamo kapacitet, da to vse skupaj speljamo. Tako da fajn, da razmišljajo, da se še kakšne stvari druge dogajajo, pa da so izvirni, tako kot pač vedno so. Mimogrede, jaz ogromno enih profilov sledim tudi od naših poslovnih partnerjev, mojih poslovnih partnerjev na minuti, pa tako stari Instagram profil od Laškega ima skozi take originalne objave, da popizdiš. Res tako pač zabavne so, pa domiselne. Tako da, veš, doskrat slediš kakšnemu profilu, zato, ker mogoče se spodob, a pa je tudi poslovni partner, pa vidiš, da to je bolj tako, mislim, bolj tuga, pa tako.
Kle so pa res kul objave. Pustimo zdaj, neki so reklamni videi, neki so pa une objave na temo piva, ki so pač funny. Mislim, meni so smešne, pa se mi zdi, da sem, kar se vsebine tiče, kar zahteven. No. Tako, to je bil moj zeleni Evo, follow. Jaz sem v bistvu vesel, pa žalosten. Zakaj? Vesel sem za ta dogodek, žalosten pa zato, ker se ga ne mogo udeležiti. A ja, ti boš na morju. No, jaz bom pa že nazaj. Jaz sem bil lani, nisem bil predlani, sem bil in to je vedno. Tudi nazaj. Ne, kaj je juli 1, ne? Ne. Med 11 in pa 13. Tale izziv je prvega, ja. A ja, Izziv itak, Jure, ti nisi za izzive. 11 pa 13. Take vrste. Kakšne izzive imaš pa ti dati, Jure? Tule bi že šel tekmovati na Vrste. 1825 metrov z krigelčki. Pa se ni 1800 metrov. 1825 Metrov je treba laufati. Ja, ne vem, ja, s krigelčki. To bi ti prelaufal. Stari, ne sem, da bi prelafal, veš, kakšno penco prenesem. Tu mi je prav žal, v krokust. tu mi je prav žal, da ne morem iti. Ja, ajde, Jure. Pa je trajna pivo in cvetje, pa je ta Severino pozdraviti, pa Jan Ja. Plestenjaka. Ja, pa takrat tako bom pa naprej. že nazaj tudi jaz z morja, Ja. če me boš vzel s sabo. Če bom, To bom pa še videl. a? To bom pa še 13. videl, Jure. Ja. Vidite, Jaz bom na Blaško, jaz rabim posebej, kar da ste njemu poslali, ko on bo zihar koga drugega raj sabo vzel. Ja, koga bi jaz s sabo vzel? Ha? Ja, ne vem, ženo. Ja, mogoče. Na koncert zihar. Na koncert zihar. Ali boš Plestenjaka vzel s sabo? Plesti bo že tam. Bo ne. Ja. Ej, Okay. gremo naprej. Pejmo naprej. Še enega Fordama smo imeli. Ja, Al- dajmo mal Pršati. presekati. Dej, zapelji v pot sebe. A? Kaj? Dajmo presekati, zato ker bomo vse ponudili, pa na koncu bojo pa ostale 3 položnice in bomo spet gremo, poslušali, daj to vidno, da smo totalno prodani, pa sam reklame, pa tako naprej. Ne, čak sem mal. Zdaj, jaz folk upam, da vas položnice oziroma kakšne takšni oglasi reklamni v ložki ne motijo. Mi se res trudimo, da če sodelujemo s partnerji, da pol neke sporočila prenesemo res na zrelaksiran pa nevsiljiv način. A ne? Ja. Zdaj pa, jaz grem kele na WC prijatelju roko dati, ki me malo... Ne, nikamor ne greš zdaj. Tu boš Ne. pa poslušal, kar je pomembno tudi za tvojo prihodnost. Kaj pa je? Da, Ja. pa povej. A greva kar. Gremo v stopče pod Gorjance. Moram reči, da pravzaprav je to ena lepa zgodba. Se bom probal biti kratek. kar povej. Bom probal biti kratek, ampak tudi to je razlog, da je ta položnica sploh nastala. Jaz sem pač doma iskal enega robota za kosilnico, zato ker mi je prejšnja preveč živcev požrla, ker ni delala, pa ne vem kaj vse, in sem se odločil novo kupiti. Čeprav sem potem, ko sem novo kupil, gotovo zakaj stara ni delala, zato ker je pač moja draga kabel precvikala od elektrike in pač ni Ko je mogla pa to delati. ne. uspel, stari? Ženskam vse uspe. No, in v glavnem, mi smo se z Juretom to pogovarjala. Še prej sem jaz iskal te kosilnice, malo tle po Ljubljani, po teh naših velecentrih in tako naprej. In priješ pred polico, vidiš tam 10 kosilnic, vprašaš enega, bi lahko mi kaj povedal. No, ne reče, stole ti težko kaj povem, o tej nič ne vemo, zato še nismo imeli šolanja. Ta je ful dobra, zakaj pa je dobra, ne vem, tako piše gor, tako da ok. In potem jaz malo gledam po internetu, oziroma slučajno sem brskal po Instagramu in vidim eno reklamo za točno to kosilnico, ki sem jo hotel kupiti. Gledal sem pa eno kosilnico Motion znamka. Zanimiva mi je bila zato, ker je to kosilnica, ki so jo predstavili v Ameriki na CES-u. Zelo popularna, po celem svetu jo prodajajo. Bradove, sem to. Mi Ja. bi mogli enkrat na CES-it, ne? Pa se Ja. bomo šli. Moramo iti enkrat. A veš, Mislim, jaz sem že bil. ja, jaz tudi enkrat, 100 let Ja, no. nazaj. Pa gremo. Ajde, kreni. Oprost, ja, No, dej, in v glavnem jaz pol vidim reklamo za to kosilnico, da ima na zalogi, ker tle v Ljubljani, ne bom rekel, kje so jo oglaševali, pa niso imeli na zalogi, in tam so jo pa imeli na zalogi. In jaz kliknem in pač kaj vas zanima, untred gor dol, in pač izpisali se mi je trgovina Mantel. Tudi v sanjah nisem vedel, kje to je, kaj to je. Pač, ker ti klikneš, se avtomatično to vprašanje, pač se je postavil ta vprašanje, da se zanimam za to kosilnico. In gledaj, čez, ne vem, jaz mislim, da to zvečer kliknil, naslednji dan dobim jaz odgovor, kaj vas zanima, imamo na zalogi untred gor dol, jaz to gledam, sem rekel, ok, a vi to res imate, to v Ljubljani, kao vele mesto, nimamo tega na zalogi.
vi pa to maste, ker jaz, ko sem šel to pol gledat, to je na Dolenjskem, jaz priznam, da za ta kraj še nisem slišal. Lej, jaz sem vam že povedal, da Dolenjska je slovenska Kalifornija in da na nas vedno lahko računaš, ne? In mene je poklical in rekel, ti poznaš trgovino Mantel. Sem rekel, da poznam trgovino Mantel, kako jo ne bi poznal? Ko Jure ne pozna vsega, ne, a veš. In poleg tega v trgovini Mantel imajo zdaj krivijo tudi najboljši pleh za žlebe, pa tu moj prijatelj tam dela Dejči, eden najbolj natančnih kleparjev. Res. Pa še tesar. Povej, Jure, vse to je zanimivo. V glavnem, jaz sem rekel, poklič, greva v Mantel in smo zrihtali. Ne, res, mi dva greva, mi se peleva, pelala so se na eno predstavitev, ki moramo tu če omeniti. Ja, 3 lučke in greva mim, jaz Jure to rečem, ti poznaš to ompro, pa valjda, da poznam, ne, pa greva tja mim, prideva noter, jaz moram reči, da to je v bistvu trgovina zelo majhna, relativno majhna, ampak noter, ki sva se sprehajala, ki sva čakala pač na eno prijazno gospodično Meliso, not imajo pa vse. Kaj sport bili torbice, stari? Od motorne žage do soka, do čokolade, do praška, veš, vse. In jaz to gledam, se rekel, pa kam sem da to prišla? In pa so šla pač do tega prijatelja, njegovega še dol, to pločevino pa to zvija. Oni imajo res vse. Ne? Zdaj, če vtipkate trgovino Mantel, oni imajo noro vse. Ampak pustimo zdaj to, kaj oni imajo. Meni je bilo fascinantno to, da mi v Ljubljani tega nimamo, da ne moreš kupiti, pogreš pa nekam na Dolenjsk, nekam, kjer jaz še nisem slišal ne za trgovino, ne za kraj in imajo oni to na zalogi. Pa ne sem to, jaz sem jih poklical in so oni rekli, daj pridite, vam bomo pokazali, mi imamo tukaj, jaz sem jo videl, nikjer je, pri nas je nisem mogel videti, tam sem jo pa lahko videl. Ceso je bila predstavljena, pa ko si že pod Gorjanci neki cajta. Tudi videl je, kako se Wi-Fi antenca postavil, a veš. Če ni bilo prej pod Gorjanci, kaj na Ceso. To res, ko sem bil šokiran, sem rekel, pa jaz ne moram verjeti, da vi to imate. Ona rekla, če vas kaj zanima, mi imamo ljudi, oni celo pridejo na dom, pogledati teren, ti svetujejo pa vse. Jaz sem rekel, svaka čast in zato je v bistvu prišla ideja, da mi to položnico sploh naredimo, ker nisem mogel verjeti, da mi, bomo rekli Ljubljančani, ljubljanske srajce hodimo samo še v te velike centre, kjer nas itak ubijajo, ker je premalo prodajalcev, ker prideš noter pa čakaš katela, da bo kdo prišel, pa itak ne pride. Tle je bil pa tak pristop, da me je sezul in zato sem tudi rekel, da moram to na podcastu povedati, zato ker si take trgovine to zaslužijo. Jaz verjamem, da je še kje kakšna taka trgovina in tle moram pohvaliti Slovence in te majhne kraje, da svaka čas, da tako dobro delajo. Pa še to me je presenetilo, v bistvu, da imajo, tako kot smo se pol pogovarjali, pa ko sem malo researcha z Juretom naredila, da imajo cene za nekatere stvari celo boljše, kakor v teh velecentrih, ki se itak oglašujejo, da imajo najcenej. Ker ne bi pričakoval, ne? Ti pričakuješ, da je en velecentr, ki ima naročil mrtavžent, ne? Pohvala na dan, pravimo, ne? Ja, hvala na dan. Zaradi tega, to je čisto iskrena položnica, zato je tudi malo dlje trajalo. Ja, to je tle res, ne? To ni klasična položnica, res trgovina Mantel se mi je zapisala v srce, pa kosilnico, ki jo imam zdaj doma, sem jo kupil, ne? Ja, ni, da bi bilo zdaj to, da bi karkoli. Mantel je zdaj dobil veljo formanika, če ga še enega Kitajca kupiti, ker dobiš velik za... Tako da to res, svaka čast. Koga lahko še zdaj malo izpostavimo? Lanče da renče je itak naše črpališče, napajališče, ne črpališče. Črpališče proteinov in vsega, beljakovin in... Ne? Ja, fanti kuhajo srce. Jure prav za lanče da renče, da je to nebesa na žlico. Ja. Enkrat bomo... Če nam bo le ratal, pa jaz mislim, da bomo mogoče celo avgusta, bi nam pa to mogoče lahko ratal, da se bomo malo podružili. Tudi. Sam ne prvih 14 dni? Ne, drugih 14 dni. Okay, da se malo podružimo tam. Tako da, to je bila druga položnica, rečemo temu. A kar še ustrelimo še tretjo? Še ta tretjo, zato ker je zelo smiselna, ker se mi smo v FNZ-ju govorili festival nakupov in zabave BTC-ju. To smo že povedali, pa da smo bili tam, pa da smo imeli avte, pa to, ampak, a veš, imeti en tak dogodek, pa ene stvari tja spraviti, jaz sem pa kaj zelo hitro izziv. Sem telemizene. Telemize podcast smo imeli tam, pa še pa stole, pa veš, stari, niso samo ta veliki kosi, pač 100 stvari moš čas spraviti, pa stojala za motorje, pa
pa te zastave, pa 100 stvari. No, hočem reči, da vse mi smo kar dobro nakonektani, pa mrski lahko dobimo tudi kakšen testen kombi, ampak ene stvari grejo pa iz danes na jutr, pa testenega kombija ni, pa ni glih, da jih je 55 testnih v Sloveniji, pa smo si pa pomagali za Van to Go, ker jaz v resnici do pred kratkim sploh nisem vedel, da imajo modeli tudi kombije. In sem se rekel seba stari, kako bomo mi zdaj tja spravili vse te stvari, pa seba prav, pa da greva kaj predikajo, ko imam Van to Go kombi, pa jaz sem ga gledal tako čukastuno, kva se dogaja? In to je to, stari. Ja. Še zdaj sem en kader čez prelepo, noter spa spravila in nam je služil kot en tak priden delavc na štrom. Pa ti so še nekaj pelo, stari, si rekel, da še nekaj vodice skoro. Ja, jaz sem šel še v vodice, šel sem še do Pixija po sladoled, imeli smo Pixi sladoled tudi. By the way, ta s pomarančo, neki je bil vrhunski. Jogurt s pomarančo. Jogurt s pomarančo, ki si mislil, kvazi to neki. To je zdaj le zate free položnica. Ja. Ti bomo že zaračunali. Sam to, da veš, ne? Ja. Ampak res je bil top sladoled, pa veš, zakaj pa je bil top, ker sem jaz pol eno škatlo z, 7-8 sladoled domov odnesel, tle na Kodeljevo. In sem prišel čez 3 dni in jaz tako skvam, zdaj le jaz butno uno pomarančo, našilo veš, stari, ta mali so vse pojedli. Ne, v glavnem, ja, jaz sem se res, mislim, da smo imeli električnega Tranzita? Ne. Opla. Opel, mislim. Opel je bil. V bistvu ne vem. Movano. Mislim, da je bil Opel Movano. In sem se pelil, se pravi, v Šentvit, pa pol v Vodice, pa še nekam v Kamnik, pa še nekam. In moram reči, da sem slišal že, da so se nekateri nasankali s temi električnimi kombi, da pač ni range tisto, kar pričakujejo, ampak to je logično, zato ker če greš ti iz enega dizelskega kombija na električnega kombija, je presenečen, še pa još. No, ta je bil zelo spodoben, zelo dober izkoristek, se mi zdi. Predvsem pa, kar se mi zdi, jaz sem pelil tudi eno pol to hladilno skrinjo, ki je bila na kolesih, pa se veš, ne smeš prehiter speljati, ne smeš fajn bremzati, pa tako. Se mi zdi, da če imaš nek tovor na električnem kombiju noter, lahko zelo smooth voziš z električnim sploh pogonom, elektrodinamično zaviranje, z rekuperacijo. A veš, tudi speleš lahko brez tega cukanja, pa tako naprej. Zelo smooth gre. No? In moram reči, Van to Go, jaz pa nisem vedel, da je to toliko iskana roba, zato ker potem smo mi hoteli še nekaj prepeljati. So bili zasedeni vsi. In so bili vsi zasedeni, ja. Ne? Ker mi smo imeli ta dogodek v soboto, jaz sem pa pol hotel v sred tedna še nekaj narediti, oziroma mislim, da smo hoteli še nekaj celo z motorji pa nekaj delati. In dopoldne v BTC-ju čez teden ne moreš dobiti tega kombija. Ja, veš. Jaz sem pol celo klical na Van to Go, pa so nam naredili uslugo, pa so mi povedali, kje je. Sem hiter laufal tja in potem jaz s telefonom pridem, hočem narediti rezervacijo in stoji en model in tako odpre vrata pred mano. Jaz tako, ne, a si ti to zdaj rezerviral? Pa prav, ja, pol ure ga že čakam, selem se, ne, tako da. Očitno je to špila. Ja, prav. A lahko zdaj po vsej tej elektriki stari en test na avto z dizelskim motorjem upali. Daj, prosim, lepo stari. Pa ne sem z dizelskim motorjem. Samo štromo govorimo model. Pa ne sem z dizelskim motorjem, z mehanskim 4-kolesnim pogonom. Stari moj, zdaj ti pa jaz nekaj povedem. Moje izobraževanje na temo Audi A5, preden sem se usedel v ta avto, je bilo v bistvu enako zero. To se pravi, sej vem neke osnove, pa vedel sem, da se bom usedel v čist nov avto. In ko sem se začel voziti stari, jaz sem bil najbolj, pa spet to je zdaj nekaj, ki mogoče ljudje ne polagajo toliko pozornosti, ampak se mi zdi, da pri tem avto je pa to skoraj toliko očiten, pustimo, da je bo S-Line pa to, ampak ta avto se pa tako dobro pele, stari. Tako šla ta cesto, pa tako čutiš, ker mi je bilo nenavadno v avtu, ki ni izrazito športen. To govorim Mazda MX-5, govorim, Porsche 911, govorim avtomobili, ki veš, ti si športnik, točno vem, kaj bom čutil pod vsakim biciklom, ki bom zapeljal čez diletacijo, čez lukno, čez navadno cesto, ki vidiš kamenček, ki ni večji od mojega nohta, pa veš, da ko boš čez njega zapeljal, boš točno ga boš čutil. Stari, jaz se usedem v ta avto in čutim vse, kada vozim sportska kola, avto je pa pač razmeroma udoben, pa res krasno se vozno. Jaz bi zdaj sam preden Jure ti prepustim besedo, ker vem, da Jure ti zapovedati. Ja. Bom pa imel tudi 2 kritike. Ja. Meni se zdi,
pošteno, da izpostavimo to, da je ta A5 je v bistvu A4. Ne. Tle Audi zakompliciral to zgodbo do Amana, ker se je vmes že posul s pepelom in to že ne pije več vode, ker tudi A6 bi mogel biti električen, pa zdaj ni več, bo tudi navaden, in A4 glih zato, ker so mislili, da bojo soda števila namenjena samo električnim avtomobilom. Tako je A4 postal A5 in je zdaj pač cela zbrka in to je v bistvu novi A4, ki je tudi iz mojega vidika res fenomenalen avto. V glavnem, dr. Matjaž Korman, jaz vam čestitam, držal ste besedo z novo platformo, za novo audio platformo za motorje z notranjim zgorevanjem in hibride. Ste naredili resen korak naprej in to je tisti Audi, ki sem ga jaz vedno občudoval, užival v njemu in klej je spet ta tradicija kvatra, ki si da roko s cesto na najbolj sodoben možen način. In jaz sem v tem avtomobilu izjemno užival. Edina kritika pri tem Avantu je prostornejša kabina je, kjer pa išče klasičnega nemškega karavana z ogromnim prtljažnikom, je pa ta prtljažnik, bom rekel, čist poprečen, ampak ni pa ful velik. Podpoprečen, 478 evrov. Okay. V glavnem drugače pa tako, ko si rekel, ta avto se pele tako, da jaz sem v testu zapisal in tudi za tem stojim, da vsi bodoči kupci morate računati, da se boste s tem avtom kdaj pelali tudi iz čistega užitka, ne sem zato, da nekam pridete. Pa še ena beseda, ki moramo klejiti zraven, dobri stari TDI. In stari, to je, kar se mene tiče, ena najboljših kombinacij motornih, zato ker ta TDI kako preklapla, kako elektriko izkorišča, kako se navor prenaša tudi na bicikle, kako... Opremljenje z blagim hibridom, Ja, ampak kako to vse skupaj deluje, je to krasno, stari. Prav rekel sem, ok, to je to. To je pik, to je ene vrste pik in karkoli bomo šli tle naprej, jaz ne vem, kaj te vi naredili, da bo to boljš delalo. In tudi še eno dejstvo je, če imaš ti tak učinkovit, preverjen dizelski motor, sodobno elektrificiran, da mu v tistih ključnih trenutkih, v pravem trenutku pomaga tudi elektrika ali sekundarne porabnike napajati ali pa v končni fazi pri zaustavljanju kakorkoli. Mene ne bo noben prepričal, da je to avto, ki bo planet uničil. Ne, nikakor. Če se lahko samo umešam, ki si govoril o štirikolesnem pogonu, pa kako se avto dobro pele. Jaz sem se z Blažem, sva bila na mednarodni predstavitvi in sva se pelala tudi z S5, in to je bil užitek. Po dolgem času slišiš bencinsko rohnenje, podvozje super dobro dela, zmetenje glih prav trdo, tako da mislim, da je bilo obema malo slabo, ker so se pač zamenjala za volanom in pač sopotniku bilo vedno malo slabo, ampak moram reči, da je bil to en tak pravi balzam, pa neko bliž na vso to elektrifikacijo in si rečeš, wow, spet vozim ta prav avto. A vidiš, kako smo začeli s čustvi tlele zdajle, kako so hormončki sreče vam prišli, Za elektriko bomo pa videli, še tlele bi se pa rad, dve stvari bi rad navezal na ta avto. Kaj se mi dogaja pogosto pri avtih koncerna Porsche oziroma Volkswagen oziroma vseh teh. Če pri kakšnem avtu je to pri Audi, Škoda, Volkswagen, da jaz probam na knap parkirati, ampak ne na knap na 5 cm, ampak ko hočem blizu do ene žive meje ali pa mimo ene luči, v rikvrc, ki on zažlajfa. S tem samodejnega zaveranja. Stari, jaz sem se parkrat, pa moja Tamala, pa Eva, toliko srov, ker pa če sem pred blokom, nimam ful placa. In stari, ti sistemi bi morali, če jaz vidim, da je plac 15 centi, levo, desno od avta, mora on to 500krat boljš videti z vsemi aparaturami, ki jih ima. Pa se on to vidi, samo on ne more vedeti, on ne vidi to tvojo glavo, ti to veš. Vem, ampak hočem samo reči, da pri drugih avtih se mi to ne dogaja in konc.
Pač mene to... Ne, ker me prestraši to. Jaz sem vesel, da avto mene varuje, ker sistemi, ki sicer, ki jih ima, super delujejo, ampak to pa mene prestraši in mi je izrazito neugoden občutek, ker me prav userjam se model. Sam veš kaj, ne? Jaz mislim, da moramo biti tle pa se lahko malo pohvalimo, da imamo pač toliko kilometrov za sabo in toliko vozniškega znanja, da nam mogoče kakšen asistenčni sistem gre na živce, zato ker smo sami dosti pozorni na stvari, ki se nam lahko zgodijo. Mogoče res. Imaš pa na cesti voznike, voznice, tudi starejše ljudi, ki mogoče kaj sens pregledajo in pa te sistemi verjetno res pomagajo. Stari, moja mat bi skup zdaj da se tako zavrem. Ja, ampak za zadnjim odbijačem pa naj bi bil otrok s počeno medenico, ne? Jure, da si dramatičen model. Ja, lej, pač tako ti povem, kaj je pa... Ama pa dela za živo imajo. Ne, ampak hočem ti reči, veš, kaj se vse zgodi, ampak hočem ti pa reči eno drugo stvar. Če imaš ti, na primer, prečni nadzor prometa zadaj, pa sistem proti naletu... Taki so me že rešili. Ja, a veš, in je pa prav, da če je ta sistem ugrajen, je pa prav, da tudi zna po bremzi stopiti. Ej, super se mi zdi vse to, tudi ko gledaš vzvratno kamero, ki ti s puščicam nakaže, da nekaj prihaja. Vse to je super. Lej, vse, da se razumemo, jaz nimam kaj drugega, kaj dosti reči, kot tega Audi A5 pohvaliti, je pa res, da to, kar delajo z imeni, to je grozno, zato ker jaz skozi sem gruntil, kaj je že to za en avto, A4 je bil A4, a veš, včasih je mal preveč tega overthinkinga, stari. Preveč razmišljate modeli. V redu je. Veš, meni se zdi, da smo ljudje tako usmerjeni pa naperjeni, da moramo skozi nekaj spreminjati in pač jebi ga, včasih ni vsaka sprememba na boljš. In konc. Saj se mi zdi, da tudi njim to jasno. Ja, če ne bi šli zdaj, če ne bi dali ušesa dol, pa naredili bencinskega Audi A6. Ne? Pa še ena stvar. Pri tem avtomobilu me je ful zmotil to, da pa res stari ta pijanoplastika. To je mene tudi motilo. Jaz nisem nemaren voznik. Sem pa tja priznam, tudi kaj pojem v avtu. Ampak res pazim, kaj... To se ti zadnji čas ne vidi. Hvala sebi. Ne, hočem to reči, da ti, pa daš za avto 70-80 jurjev in stari, jaz sem se 4 dni vozil, pa nisem imel odprte šipe, pa šel čez Saharo ali pa čez gost ali pa ne vem kaj, čez sveže pokošen travnik. Pa armaturna plošča s tretjim zaslonom, vse super dela, ampak stari, jaz, ki je sonce po svetu v kabino, jaz nisem mogel tega gledati. Stari, to je najbolj, da imaš še enega iz Kostarike na zadnjem sedežu ali pa z ne vem, ki je Filipinca, ki ti bo zraven še z eno polir krpo rihtu, ne vem, ali pa kogarkoli, ali pa da boš tiskal s to telo. Kjer je zdaj spet za Bogu? Ja, no, popularno je imeti pomoč v hiši Evo ti, pa smo že prišli, ne? Ja, a zbil kdaj v Zagrebu? Čakaj, poslušaj me. Čakaj, da povem. Spoštovani razvojni inženirji v Ingolstadtu, oblikovalci... Ingolstadt. A ga lahko nehate sredi pretiravanjem s to pijano plastiko, ker to je enako zero premium. It's ugly. Nehajte to delati, stari. To je, jaz ne vem. Ker to tudi, veš, ne da bi jaz, pedantni vozniki bojo pa še 3 bolj popizdili, kaj jaz. Ker meni v resnici, jaz nisem neat freak, da bi moral biti v avtu vse tip-top, ampak jaz, ko se pelem po avtocesti, pa pogledam na sredinski zaslon in vidim prah in prstne vtise, pa se nimam nekaj spureka na uno. Je pa res, da volan tako lepo sede v roko. Lega. Pa na ovinkih... No, sej je v redu. Pa na ovinkih je to pa priznaj Ciril, ne? Da na ovinkih pa ta avto tako cesto bere. Ne, samo to je utemeljena kritika, ki si jo tudi ti poželjal. Ja. In to ne sme avto znižati tega ranga njegovega, ker jaz ne spomnim se, kdaj sem nazadnje pelil tako dobrega karavana. No. Pa ko smo pri tradiciji, ne? Se veš, da pri Audiju imajo veliko tradicijo motoričnih žarometov. Kako pa ta avto svet pomoč model. Veš, kaj pomeni tradicija? Kaj pomeni, če ti nekaj razvijaš? Če ti nekaj razvijaš 25 let, samo en detajl. Meni se Audi A8 je bil prvi avto z motoričnimi žarometi. Ja. To smo video delali v tvojih koncih. Ja. Aj no, stari. Kaj pomeni quattro? Vem. Kaj pomeni quattro? Ja. Hanski quattro, ultra quattro. Ja, dobro, se imajo tudi pri Subaruju kaj zapovedati. Seveda. Subaruja pa že dolgo nismo vozili sebi. Ja, treba malo... Pa se dogaja Subaruja. Bomo malo potipali. Bomo malo poklicali v Italijo. A v Italijo? Ja, ni več. Dražen. Ne, ni bil Dražen Tajens v Zagrebu. V glavnem, jaz sem vesel, da je Audi A4, bomo rekli. Ne? Zdaj jaz mislim, da
ko bo facetip vam prišel, bo Ja, pa mogoče. stari, ki rečeš A5, imaš čist drug avto v glavi, razumeš? A5 je bil A5, A5. vsi vemo, da je bil to A5, Sportback, Sportback oziroma športni kupe, tako da s tem so ga res Ti si imel posrali. to starega A5, ne? Ja, Fajn avto. Sportback 2. Meni je bil zelo všeč, tako da mi je kar malo zopran, ker je ta avto tudi A5, ker nimam bene veze z A5. V bistvu, zopran mi je to, da so se pravi tako lahko odrekli temu znakam, ki so bile, ne vem, leta in leta uveljavljene in so se tudi hoteli odreči recimo bencinskemu ali pa dizelskemu Audiju A6, čeprav dizelskega Audija A6 zdaj ne bo, ne? Ja. Ne? Ampak recimo A4 pa je, oziroma A5 pa je tudi dizelski, ne? Da se ti tako lahko odrečeš enemu imenu, mislim, to mi je res svetovna glupost. Ne? Še bolj neumen se ti pa pol zdi, da dajo šesa dol, pa grejo nazaj, pa rečejo, ok, te smo ga posrali, bomo se naredili tak avto. Ne? Mislim, Ok, ne? dobro. Tako da, lej. Ali je pa iskreno, zakaj pa ne? No, ok, ja, ampak hočem reči, no, super je, da je v bistvu že A4, ki bomo rekli, nekoč je bil to vstopni Audi, da je že tako dober. Ne? Točno tako. Ja, kaj, a še kaj podelamo? Kaj imamo še sebe? Imamo še kaj? Ti imaš Imamo. bolj nadzor na tem. Kugo? Dajmo Ne. še koga. Ja, Ford Kuga. Seba, ti si se pelil daleč z njo? Jaz sem se zelo daleč pelil. V bistvu sem se pelil na to predstavitev od Pume Ja. v okolico Torina, se pravi, v 2 dneh sem naredil slabih 2000 km, vse skupaj 1700 km s Kugo in moram reči, da že na predstavitvi, ki so nam povedali, pri Fordu, koliko bo ta avto stal, kakšno opremo bo imel, predvsem pa kakšno motorizacijo bo imel, je bil ta avto takoj zanimiv. In na pot smo šli, se pravi, s Kugo, ki smo imeli pol tudi na testu. In ima zanimiv pogonski sklop. Hibridni sklop z 2,5 litrskim benzinskim motorjem, kar se mi zdi res super kombinacija, ker vemo, da zdaj v zdajšnjih časih imamo skoraj 1.0 ali pa saj 1.2 benzinske motorje plus hibridni Je bila sklop. hibridna ali priključno hibridna? Hibridna. Hibridna. Aha. Hibridna. V bistvu je tako. Ali priključno hibridna ali hibridna, tle se mora pač vsak odločiti sam, če se mu splača toliko več plačati za priključno hibridno, če ima v mislih neke vožnje samo na elektriko. Pri hibridu je pač tako, da vse skupaj, da računalnik se sam dela in ne rabiš skrbeti za polnjenje, ne rabiš iskati priključkov in nič. Moram reči, da pa se nisem glih najbolj počasi pelil, je bila poraba recimo malo čez 7 litrov, kar se mi ne zdi toliko veliko, se pa da pelati Fullman tudi. Fullman za 6, pa tudi po 6 se da pelati čisto podobno. Bolj me je presenetilo to, da po tako dolgi vožnji sploh nisem bil zmatran. Ja, stari, ta Kuga je, ti si se z njo prepelil, pa sem jo pa jaz malo prevzel. Prvič to, vozniki Toyota so nam poznani, hibridi z bencinskimi motorjemi, z velikimi prostorninami, ker moj Darko RAV4, ki je mimogrede zdaj dobil naslednika, pride marca v Slovenijo, pravijo. Ampak jaz mislim, da nam zamenil. Imam par tehtnih razlogov. Ne hočem to reči, da jaz imam tako mašino, 2.4, 2.5 bencinar, 220 konjev, sistemska moč, pa če se vozim relacijo, stari jaz se vozim s tako lahkoto pod 5 litri, da to Bog pomaga. In tudi ta Kuga je, pa ne samo to, da je varčna, stari, 2 stvari. Prvič, ful je udobna. Pač avto je tako, ko hočeš, da te en avto prepelje od A do B, pa da si relaxed. Pa ne vem, če nisem jaz, ko pridemo še do cene, ne vem, če nisem jaz zanč v parku Kodeljevo, prijateljem tlele iz Kodeljevega, ta avto prodal. Mislim, prodal Kugo, ker ste rekla, midva zdaj menava, pa avto so imela ta dolg časa, pa kaj bi zdaj gledava en avto, ki je dvignen. A veš, kaj imaš value for money in to stari ti za 30 ur domov odpeleš zelo sposobnega hibrida. No. Ja. Ta je bila malo več. Ta je bila malo več, zato ker je imela še 4-kolesen pogon. Ne? To je pač za tiste, ki jim to kaj pomeni. Ampak jaz moram reči, da se nimam kaj skrivati. Mi imamo tak avto tudi doma. To pa zato, ker, tako kot sem rekel, po vsem tem, ko so ta avto prepeljali v Slovenijo, ker ti vidiš, kaj ti avto ponuja, koliko opreme, kakšen motor, ki potegneš črto, je zelo težko najdeš dosti podoben avto za tako ceno. Ne?
Pa če zraven poštejemo še tradicijo, ne? In vse skupaj, je to kar dober nakup. In jaz moram reči, da če so se kdaj delali norca iz imena, ne, se zdaj ne delajo več. Ne? Se že takoj niso več. Vse je bil hecen, ne koga. Škaj je bilo ful hecen, ker mi smo sedeli tam na Kodeljevem, pri gradu Kodeljevo smo bili na enim pijači in jaz sem moral nekam iti, ne vem, pa glavno moral sem oditi. Ampak predtem je bil pa pogovor, ko sta me sprašvala, kva bi midva za en avto, in jaz se pač mi ni na pamet prišlo, pa smo govorili o Peugeotih, pa ne vem kaj, pač vse take legit izbere pa tako. Pa jaz rečem, ajde, jaz grem in že naredim, ne vem, 30 metrov proti avtu, pa tako primem ključe v roke, pa jaz tako, fuck, stari, koga vozim, to je ta avto. In sem se obrnil in sem šel nazaj v lokal, sem rekel, še neki. A veš, da testiram Kugo, ta avto je za pogledati in sta pol tako šla neki na net gled, pa ima sta se kaj. By the way, ena taka ženska pripomba. Kva? Meni je barva res všeč. Ja, to si zdaj bo ženske popizdila, ki si to rekel. Zakaj? Ja, se moški imamo tudi radi lepe barve. Si ti dober dokaz. Se veš, kako ženska kupuje avtomobile, ne? Unme pa všeč, ki lepše barve. Taka malo lovska zelena, Jure, a? Ni bila lovska, bila je taka zelo dobra zelena. Globoka. Glej, ni bila, ne, pač čudovita. Zeleno srce, a veš, Olimpija pa to, ne. Ja. Pa veš, kaj ima še ta Kuga, ne? Ja. V posmeh marskateremu hibridu ali pa električarju. Na zadnjo kljuko lahko klacneš 2 tone 100, ne? Ja, 2 tone 100. 2 toni 100. Jure? Ja. Kaj pa avto težek? Tono 800. Se pravi, si čez 3,5. Fanta, a veste, kaj se je pa meni zanj zgodil prvič v lifeu? Je lepega. Ne, to je pa v bistvu, ne bomo na negativo zaključili, ampak to sem se zdaj spomnil, ker gledam svoj test na avto, tlele spodaj, mislim se spomnil na tole petko. Torej, jaz moram les, več ali manj, na Štajersko hodim in se vozim in tam živim, zdaj delno, v Mariboru, na Teznu, na Štrekljevi, že od leta 2011, do konca 2010-2012. Dobro, boš še številko stanovanja povedal. Ne, pa se ne štacga, pač Stezna sem, stari gospod Laze. Gospod Laze model. A nisi iz Lukovce, drugače model. A nisi iz Lukovce. Pa nisi ti iz Štajerske. No, ampak seveda, ampak sem tudi z Kodeljevega, pa sem iz... Čak, zdaj si iz Tezna, Lukovce pa z Kodeljevega. Ja. Ok. Ja. A ti veš, da na 4 naslovih, na katerih sem zelo veliko časa, da imam, da je naslov številka 1. Na vseh? Na 3 od 4. V Mariboru ni 1, v Lukovci sem pa na enki, pa na Kodeljevu sem na enki, pa v Atmosferci imam Brlog na enki. No, ali zdaj povem, zdaj to glupo zgodbo, da je v bistvu, hoče to reči, da odkar hodim na Štajersko, jaz, ko sem začel na Štajersko hoditi, že zelo dolgo nazaj, so rekli, zdaj boš pa ti z ljubljanskimi tablami gor hodil, pa s testnimi avti, pa to. Jaz nisem imel ena stvar se mi ni zgodila. Je bil avto popraskan, nikoli nič. Zato, ker pač Štajerci so zelo v redu ljudje. Sam še Korošci so mogoče bolj. Da pa Jure popizdal. Ne, hočem pa to reči, da mi je zanč pa 1 na 5 plunil. A res? Kva? Ja. Tako prav. Ker je nezmotljiv flek na zadnji šipi od plunka bil. Sem rekel, pa da, je bil malo zelen. Ni bil malo zelen, ampak je bil plunk, ker sem prišel, ker je bil nam rekel, stari, je bil še razmeroma svež. Ne, ni sploh, ampak jaz mislim, da... Forezično si se lotil. Ja. Veš kaj? Če bi ti to na Dolenjskem zgodili, bi malo pod cvičko dišel. Tako je pa po kažnem halu. Ne, veš kaj, ampak jaz tam pred blokom pol mulčkom kdaj zatežim, da mora piksne pobrati pa te stvari, zato ker se tam radi zadržujejo, pa palav, da sem komu na žul stopil, pa da sem je, lahko pa da sem koga pokrivom obtožil, ampak nekdo mi je plunil na zadnjo šipo od petke. No. Pa dobro, lej se zgodi. To ni nobeno pravilo, to je v bistvu, da se razumemo, spet poudarjam, nikoli nisem nobenega incidenta, ampak mi je bilo pa zanimivo, da je nekdo nekaj tacga naredil, ker to je pa kar taka. V glavnem, folk, če imaš komu kaj zapovedati, povej mu ksiht, ne mu pa na avto pluvati. To je pa res. A pa ne mojemu Darku to šle špeglo lom. Ja, to je pa res nazgražno. Če si tak dejt, da ti gre Ciril na živce, ali pa Gregorčič, ali pa sebi, prid, povej, ne pa na avto plunt, no, ker to pa res ni. No. Pa na petko je šel plunt. Ja. Ej, folk, vidva, 1,5 ure. Mi bomo počas mogli iti do Jogita. Do Jogita. Do Jogita. Jure, midva morava še posneti nekaj za A1. Pa bomo že kar na knap, tako da jaz predlagam, da tale podcast zaključimo. Ja. Vsi, ki ste bili z nami 1,5 ure, hvala, ki nas spremljate. Ne, Jure, nekaj moral povedati. Kaj?
A ste spet kakšne... Ciril ne ve, Kaj? kje snimamo. Ja. Mesec. Zdaj gremo vsi na dopust, ne? Zdaj gremo vsi na dopust, moramo pa povedati. ti sploh še ne veš. Kaj pa? Ja, mi imamo rezervni brlog. A res? Ja, Kaj bomo pa delali? Kje? ja rezervni motoristični brlog. Kje? Posneli bomo en podcast, ki bo spet namenjen Motorjem? motorjem oziroma vozilom na 2 kolesih. Kje? To boš videl. Boš videl. Da boš videl, imamo kar neki zaloge, neki se bo še nabral, Super. neki boš tudi ti povedal. A res? Ja. Predvsem se boš pa dobro počutil. Tako da, ja, Se pa kar veselim. zdaj se mal poslovimo za nekaj časa, Ja. pa polni energije naprej, a ne? Spremljite Tako da, nas na Instagramu, ja, to na je to. YouTubu, Ja. pa na Facebooku, pa še kje, poglasite se kaj. Pa Jure Ne pa bo lahko narodno. na Instagramu. Instagram. Mi smo na Instagramu, Jure pa na Instagramu. Ja. 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 Pa en super video smo posneli. Na Jaz Dolenjskem. Ciril bo dal Magic Touch Kjer ga? A s Tonijem? s Tonijem. Stari, Toni Mulc je pa taka budala. Ne, prideva z Juretom, lahko sam še to Daj, zgodi, daj, vse daj. sem, kaj je naš podcast. Prideva z Juretom, ker smo hotela posneti s tem R12, neki, kako se imenuje, R12. R12 GS. Ja, BMW. prost na modelu, prost. R12 GS. No, in prije Toni Mulc iz tistega svojega avta, pa pogleda motor, pa ga mal premer, pa si mislim, evo, kaj bo strokovnjak povedal, postop do zadnjega dela, pa parkrat udar po tablici, pa prav, tole je šlo pa hitro dol. Pa se usede na motor model, pa sam enkrat gas pohod, pa prije nazaj brez tablice. Ja, Ni daj. zdaj to kriv motor, ampak Toni je taka budala, da zna tablico skint iz prve model. To so pa izkušnje. To veš, da, kaj, Ne, kaj to pomeni. Ne, Toni, Ciril je to čist narobe povedal. Ti se znaš tako pelati, da znaš tablico skiniti. Seveda. Prve in kriv si glih tukaj GS, ne GS pa tukaj navora butne, da je vse, kar je pod kolesi. Jaz vam povem, da je Makedam ratov rdeč. Rdeč. Od sile. Od sile. Po defaultu je bled, ampak pol je ratov pa rdeč. In Makedamo je bilo neroden, ker ni še česa tazga. Ja, ja. Makedam je rekel, čak, jaz se sem zaprašim, ne jokam. Pa še zardel je. Še zardel je. Tablica je pa rekla, noben mi ni šel, Ej. v Garbo je bilo dušno. Ti greš čez 12 ur na morje. Jaz sem čez danes, dajmo zaključiti folk, lepo se majte, hvala, ker Ej. nas spremljate. Čau. Ajde, čau. Pa Ciril bo na transformiran, smo rekli. Ciril bo na pagu, tukaj da veste, če ga boste iskali. Hvala, super, Jure. Staro novolje. Lepa. Adijo. Evo ga. O, stari. Lulat me. Ja, tebe, stari, jaz sem tle že skar spustil. Lušco.